teh zgodb smo že ful slišali, mogoče pa, da poveš, kako si ti to doživljal. Jaz sem to doživljal na zelo poseben način. Jaz sem bil od majhnega pač verjetno zaradi tega, ker sem že v osnovni šoli prevzel to vlogo norčka, pač razrednega, pač jaz sem bil lump. In tudi v vojski sem bil lump in jaz sem jim pač nagajal, a ne unim, ker meni je ati rekel, pač, ko boš šel v vojsko, sam zapomni si, vse je igra, karkoli ti bo rekel, to je vse del igre. In jaz tako, ok, vse je igra, prav. In dejansko jaz sem to vzel tako in pač jaz sem jim nagajal, no, noro sem jim nagajal, pač od nekdaj sem bil zelo iznadljiv, štorije, milijon, lahko tiste najbolj sočne pobereva, pa se jih lotva, če hočeš, ne vem. Ajde, eno ali pa dve bomo videli, kako Eno ali pa dve, ok. Jaz sem dobil kot rezervist čisto novo opremo. Oni so dobili pač škorne rabljene od 10 vojakov prej, bluzone, vse rabljeno, jaz sem dobil pa novo, ker sem pač to opremo rabil še za naprej. No, in jaz sem dobil ene škorne iz jugoslovanske vojske, trde kot kamen, to si lahko, res, ko si to obuv na noge, noro, res nisi mogel hoditi v temu. In jaz sem v 14 dneh itak bohinjska bela, samih hribi okrog, tam v vojski non-stop samo hodiš. Jaz sem pač dobil na obe noge, pač res take žule, krvave, zagnojili se mi in sem mogel na bolniško. No, in ko sem prišel nazaj iz bolniške, jaz nisem vedel, ko bom prišel nazaj, kako se bom jaz s tem soočal, a bom jaz sploh lahko roko pravil. In sem imel doma ene alpinine gojzarje in pač nisem vedel, kaj naj naredim. In sem šel do tega vojašnico, sem ga vprašal, pač, na kakšen način se lahko pomagam. Je rekel, pač imej škorne, da so vojaški, se pravi nad gležnjem, pa črni. To je to. In itak denarja nisem imel, takrat študent, kaj sem šel. Kaj sem naredil, šel sem v Mavrco, tam, ko prodajajo barve pa te stvari, sem kupil 2 spreja, enega mat črnega, enega svetleče črnega in ta črne svoje vojaške, svoje pohodne gojzarje terjave pobarval na črn in prišel z njimi v vojašnico. Vse je bilo lepo in prav, dokler me ni videl pač ta prvi tist desetnik, ne vem, kaj je že bil, en prelog, ta je bil višji vodnik prelog. Res je bil, ko si ga pogledal, si ga ustrašil, res, prav vojak, grozen, pata, ampak respekt. Pač vsi so tiste svoje škorne z globinom drgnili, z krtačem, jaz sem pa pač v strane škorne, pač samo sprejem lepo, in to, in jaz to enkrat lepo skozi okno vojašnice, in itak me je videl, itak pač Novak ven, itak cel vod ven. Pa smo pa pumpali, pa tako. Ti bi šel sprejem. Pa v bistvu vrhunc tega je bilo pa, da se je takrat vojašnica preimenovala v nekega Kekca, ne vem kaj, Boštjana Kekca. In je bila slovesnost, neka slavna otvoritev in mi smo bili del častne straže, dobili bele rokavičke, da stojiš pri miru s puško, čakaš unga poveljnika, da pride. In jaz itak sem bil pri ta največjih, sem bil čist na koncu, pa ta prvi v vrsti. Jaz sem si tisti dan pa našprical svoje čevlje ne z mat črnmu, ampak s svetlečmu črnmu. Meni so se čevlji tako svetili, in v glavnem, in mi stojimo tam v straži in vhod tiste stotnika, in kaj je bil, v glavnem živina vojaška, pride in tako pregled naredi, nas pozdrav in gleda mene in tako gleda, prav, vojak! Povejte mi skrivnost do tako svetlečih čevljev, Za mano prelog, Prav, me samo s puško me je v hrbet, me je butil, jaz tako, prav, glejte, vse je iznadljivosti, poj ne vam pa domišljije dela svoje, to je to, konc, takrat si tako, take, jaz sem si naredil svoj šov, jaz sem bil v svoji zgodbi tam, vse sem se igral njihovo igro, ampak pač nek svoj balonček, nek svoj film sem se predvajal in sem prišel čez in je bilo zakon, Ok, dobro, jaz mislim, mogoče nekaj, kar na koncu lahko vzamemo tudi za življenje, Vse tudi življenje je igra, Lahko se igraš, pa se smeješ, lahko si pa ful resen, na koncu zaključek bo za oba dva isti, Za oba dva isti, smrt je 100% čisto vse, noben ne vidi. Točno to. Kaj ti narediš v tem obdobju, pa samo na tebi, se imaš lepo ali pa trpiš. Ja, stvar percepcije, Točno to. Ok, se pravi, tu si služil vojaški roki.